Majra, si ti to naredila? Did you kill your friend? Brez odgovorov, samo solze, ko je odhajala iz zapora. To je ženska, za katero policija pravi, da je zagrešila grozovit umor, domnevno zabodla žrtev več kot 100-krat. Mayra Velázquez je očitno živela razkošno življenje vse do svoje aretacije ta mesec. Zdaj je obtožena najhujšega umora v primeru, ki sega več kot desetletje nazaj. V leto 2012 policija pravi, da imajo DNK dokaze, ki potrjujejo, da je ona morilka, vendar njen zagovornik podaja nekaj zanimivih argumentov, saj je zdaj na prostosti ob očitno presenetljivo nizki varščini. Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Morda se spomnite, ko je policija sporočila, da verjamejo, da so našli osebo, ki je v nerešenem primeru iz leta 2012 žensko smrtno zabodla več kot 100-krat. Detektivka je bila preplavljena s čustvi in solzami, ko so jo vprašali, kaj pomeni prinesti zaključek družini žrtve, ljudem, ki so 14 let čakali na pravico. Ampak to je, iskreno povedano, le ena plat zgodbe. Kaj pa druga plat? Kaj pa plat obtoženke? No, zdaj začenjamo slišati obrambo Mire Velázquez in kakšno je njeno stališče glede tega. Tukaj je posnetek Mayre Velázquez, obtožene hudega umora, kako ta teden odhaja iz zapora okrožja Tarrant v Teksasu. Njen odvetnik pravi, da ni kriva. Njena varščina je bila določena na 450.000, kar, bodimo iskreni, govorimo o hudem umoru. To se zdi presenetljivo nizko glede na obtožbo, s katero se sooča. In človek se vpraša, kaj to pomeni glede moči primera proti tej nepremičninski agentki, materi in ženi. Zdaj zagovornik Velázquezove prvič javno nastopa in pravi, da je njegova stranka nedolžna. To morda ni presenečenje. To pogosto pravijo ljudje, ki jih najamejo za obrambo obtoženih kaznivih dejanj. Toda prav o tem, kako naj bi njen zagovornik izpodbijala trditev, da je bil ta primer proti njeni stranki neizpodbiten, bomo govorili v naslednjem trenutku. In res se moraš vprašati. Kam gre Velázquezova od tu naprej? Kako lahko oblasti zagotovijo, da ne pobegne, glede na možnost, da bi lahko bila v tem primeru obsojena na smrt? Zdi se, da Mayra Velázquezova zadnjih 14 let ni preživela obremenjena s krivdo, ker je vzela življenje. Seveda nam družbena omrežja pokažejo le delček tega, kaj je kdo počel, ampak ko pogledaš njena družbena omrežja, delala je kot kaže, uspešna nepremičninska agentka na območju Dallas-Fort Worth in zdi se, da je bila poročena. Je mati sina, ki se je rodil leto potem, ko policija trdi, da je domnevno ubila svojo prijateljico. In res je veliko potovala. Pariz, Jamajka, drugi deli Evrope, Južna Amerika. Mislim, resnično se zdi, da je živela kot v sanjah svojo družino ob sebi. Zdaj, preden pridem do tega, kako bo morda izgledala njena obramba, zakaj njen odvetnik pravi, da je nedolžna, vam želim na hitro razložiti, kako. Policija pravi, da so povezali vse točke in prišli do Mire Velázquez kot domnevne morilke v tem primeru. Začnimo torej z žrtvijo, Irosemo Chávez. Stara je bila 33 let, ko so jo našli mrtvo v njenem stanovanju, do smrti zabodena v svojem stanovanju. Januarja 2012 v Arlingtonu v Teksasu, ki je blizu Dallasa. Spet naj bi bila zabodena več kot 100-krat. Pomislite, kako dolgo je to trajalo in nočem biti morbiden, ampak pomislite, koliko časa bi to dejansko trajalo. Grozljivo je. Eden glavnih dokazov, ki jih je policija objavila za javnost med iskanjem morilca, je ta posnetek, za katerega pravijo, da je iz noči, ko je bila Chávezova umorjena. To je posnetek varnostne kamere pred njenim stanovanjem, ki prikazuje skrivnostno postavo v trenirki, kako se vzpenja po stopnicah, gre proti vratom njenega stanovanja. Glavo ima sklonjeno, zdi se, da poskuša odpreti vrata, nato pa samo čaka. In po približno minuti vstopijo noter. Družinski člani so naslednji dan šli preveriti, kaj je s Chávezovo, in takrat so jo našli mrtvo. Sodni zdravniki okrožja Tarrant so kasneje ugotovili, da je bila zabodena več kot 100-krat. Prijavili so, da iz stanovanja manjka televizor. Prijamemo, da je morilec odnesel televizor. Detektivi so takrat opravili zelo temeljito preiskavo in sledili večjim namigom. Vendar osumljenca niso mogli popolnoma identificirati. Tukaj je, kar vemo o kraju zločina. Ni bilo znakov vloma, pravkar ste videli tisti posnetek. Ali to pomeni, da je Chávezova poznala svojega morilca?
Nekoga, ki bi ga preprosto spustila v stanovanje, morda zato, ker je bil tam že prej. Pomembna sled, ki smo jo imeli, je bila kapljica sveže krvi, ki so jo našli na stojalu za televizor v spalnici v stanovanju. Kriminalistični laboratorij je ugotovil, da vzorec krvi ni pripadal žrtvi, temveč neidentificirani Hispanki. Detektivi so DNK profil naložili v CODIS, ki je nacionalna baza podatkov, ki se uporablja za primerjavo DNK profilov v kriminalističnih preiskavah. Ampak nikoli nismo dobili zadetka. Torej, ta primer v letih 2012, 2013, 2014 in tako naprej je obstal nerešen. Ni bilo aretacij. Leta 2016, 4 leta po umoru, je bil vzorec krvi poslan podjetju za DNK testiranje z imenom Parabon Nanolabs. Ponovno, to je bil vzorec krvi, ki so ga našli v stanovanju na televizijskem stojalu, in organi pregona trdijo, da je bil svež, da naj bi prišel od nekoga iz obdobja, ko naj bi bil Chavez umorjen. Zdaj je Parabon Nanolabs sestavil profil, kako naj bi izgledal lastnik te krvi, torej morebitni morilec. In to je, kar so ugotovili. Gre za žensko, za katero menijo, da je stara nekje v svojih 20-ih. In ko to pogledate, morate priznati, da je zelo močna podobnost z Mayro Velázquez. Toda leta 2016 to pride v javnost, vendar ni bilo aretacije in primer ostaja nerešen. Pridemo do leta 2024, ko se vključi FBI, vzamejo vzorec DNK in ga analizirajo z genetsko genealogijo. In že smo videli, da so s tem razrešili že več nerešenih primerov. To je, ko vzameš vzorec DNK, v tem primeru kri, in ga nato preveriš v javno dostopnih bazah podatkov. Pomisliš na spletna mesta za rodoslovje in preveriš, ali obstaja kakšno ujemanje z nekom, ki bi lahko bil v sorodu z lastnikom tega vzorca. In prej letos FBI pravi, da so uspeli ta vzorec povezati z Mayro Velázquez. Organi pregona niso povedali več o tem, kaj točno v tej DNK je pomenilo preboj, da lahko rečejo, da je ona tista, ki se ujema s krvjo. Policija iz Arlingtona v Teksasu je nato sledila Mayri Velázquez. Postavili so jo pod nadzor in čakali, da odvrže smeti. Po poročilih je imela kosilo s prijatelji v restavraciji. In takrat organi pregona posredujejo, potem ko Mayra odide. Vzeli so nekaj predmetov, vključno z vilico. In na vilici naj bi našli tisti vzorec DNK, ki so ga našli v Chavezovem domu leta 2012. Tako je poročala televizija WFAA. Bila je tesna prijateljica žrtve, ki je živela le nekaj milj stran od prizorišča zločina. Z novimi informacijami v rokah, naša enota za umore je začela nadaljnjo preiskavo gospe Velázquez. Maja so uspeli pridobiti vzorec DNK iz zavrženih smeti in poslali smo ga v naš kriminalistični laboratorij za nadaljnjo analizo. Laboratorij je ugotovil, da se DNK ujema s kapljico krvi najdeno na kraju zločina. Policija je aretirala Mayro Velázquez, prijeli so jo med prometnim nadzorom in jo obtožili kapitalnega umora. Zdaj pa, poleg povezave z DNK, pravijo, da je žrtvin mobilni telefon dal pogled v njun odnos. Ne želijo pa povedati nič več o tem, kakšen je bil njun odnos, razen da sta bila tesna prijatelja. Prav tako pravijo, da je Velázquez že prej bila v Chavezovem stanovanju. Policija pa nima morilskega orožja in ne vemo, kakšen bi lahko bil morebitni motiv za umor, še posebej za tako grozljiv umor, kot je bil ta. Policija pravi, da je Mayra dala izjavo policiji, vendar ne želijo razkriti, kaj je povedala, razen da bo to koristno za njihovo tožilstvo. Ko so oblasti sporočile, da je Mayra Velázquez oseba, ki naj bi ubila Chaveza, in ko gledate to novinarsko konferenco, ste res začutili, da so organi pregona občutili določeno olajšanje. Nedolžna je, dokler ji krivda ni dokazana, vendar je bila ta aretacija v tem primeru pomemben trenutek. Jasno so povedali, da ne verjamejo, da bi bil v umor Ire C. Chaveza vpleten še kdo drug. In potem pride trenutek, ko člana organov pregona vprašajo, kaj jim pomeni, da so družini Chaveza prinesli olajšanje. Gospod Velázquez, oprostite. Oprostite. Gospa. Z gospo Velázquez so opravili razgovor. In v tem intervjuju smo izvedeli informacije, ki bodo koristne v tem procesu. Tega trenutno ne bom razkrila. Bili sta prijateljici. In gospa Velázquez je bila že prej v stanovanju. Vendar smo uspeli od nje pridobiti nekaj informacij med intervjujem.
ki bodo pomagale pri kazenskem pregonu zoper njo. In vidite čustva tam pri tem detektivu. Ampak to je, ko gledamo kot v vseh primerih, je tole ena stran zgodbe. Kaj ima zapovedati obramba? Je bila ta nepremičninska agentka res nekdo, ki je leta gradila življenje in skušal pustiti za sabo grozljiv spomin na strašen zločin? Zdaj bom iskren. Pustili smo več sporočil za pravno ekipo Velasqueza, da bi prišli v to oddajo in nam pomagali razumeti, kaj se je zgodilo z njene perspektive, vendar nismo prejeli odgovora. Povabilo pa zanje še vedno absolutno velja, da pridejo v oddajo. Njen odvetnik, Frank Sellers, je dal intervju za televizijsko postajo CBS v Dallasu in pravi, da je njegova stranka, Mayra Velasquez, zmedena, zakaj je obtožena umora. Citiram: "Mislim, da je trenutno popolnoma ohromljena. Danes zjutraj sem jo šel obiskat in vprašala je, zakaj gre za obtožbo za hudi umor. Bila je šokirana, ko so ji povedali, da je razlog ta, ker je bil ukraden televizor. Mislim, njene besede so bile: zakaj bi jaz potrebovala televizor?" Konec citata. Zdaj pa se spomnite, televizor je bil nekaj, kar je leta 2012 manjkalo v stanovanju Chaveza. In Sellers se zdi, da kritizira tudi ta posnetek, tisti video osebe, ki je vstopila v Chavezovo stanovanje na noč njenega umora, po stopnicah in v stanovanjsko enoto. Rekel je, citiram: "10 minut potem, ko oseba, ki jo vidimo na posnetku, vstopi v to stanovanje, se nadzor prekine. Zato mislim, da je najbolj verjeten zaključek ta, da je oseba, ki je prekinila nadzor, najverjetneje tudi storila umor." Prav tako je povedal, da ko pogleda ta posnetek, ima občutek, da je oseba, ki jo vidite, kako se vzpenja po tistih stopnicah, moški in ne ženska. Tožilci teh izjav, ki jih je podal Sellers, niso komentirali. Vendar je Sellers podal tudi zelo zanimivo pripombo o genetski genealogiji in teh nerešenih primerih, ki so bili razrešeni zaradi testiranja DNK. Ta primer je očitno eden izmed več nerešenih primerov, ki so bili po poročanju CBS razrešeni prav ta mesec na območju DFW. In CBS v svoji zgodbi piše, citiram: "Odvetnik Velasqueza trdi brez dokazov, da ne verjame, da je razrešitev toliko nerešenih primerov strani lokalnih oblasti naključje. Pravijo, da jim je to povedal Frank Sellers. In to je zanimivo. Mislim, da je pomembno o tem govoriti. Rekel je, citiram: "Res se zdi, kot da je v zadnjih 3 ali 4 tednih potekalo usklajeno prizadevanje, da bi objavili veliko novic o rešenih, nerešenih primerih." In to je eden tistih, ki so jih ujeli v to mrežo. Mislim, da je morala obstajati neka vladna subvencija, ki je bila namenjena za združevanje teh primerov in poskus reševanja teh nerešenih primerov. Zdaj je Sellers tudi povedal, da je zahteval, naj varščina znaša $450,000 in pravi, da tožilstvo temu ni nasprotovalo. In to je varščina, ki jo je sodnik določil, kar je znesek, ki ga je Velasquez lahko plačal. In zdaj je na prostosti, čeprav je obtožena kapitalnega umora. Po poročanju mora po pogojih njene varščine nositi GPS sledilnik in ne sme zapustiti okrožij Tarrant ali Dallas. Z nami je zdaj, da o tem pove več, Odvetnica za kazensko obrambo in nekdanja tožilka Safa Robinson Ferreira. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Ko sem slišal 450,000 za osumljenko kapitalnega umora in jo vidite, kako odhaja iz zapora, kaj vam to pove o tem primeru, da ji je uspelo plačati varščino in da je bila varščina določena? Namenka $500,000 glede na to obtožbo. Zagotovo je zanimivo, da je bila njena varščina določena precej nizko v primerjavi z mnogimi drugimi primeri kapitalnega umora. Pogosto v takih primerih vidimo, da je obtoženec pridržan brez možnosti varščine, brez izpusta, zaradi obtožb in tveganja za skupnost in tudi zaradi tveganja pobega, ki bi ga lahko predstavljali, če bi bili na koncu obsojeni. In zato si v bistvu ne želimo, oziroma sodišče si v bistvu ne želi, da bi morebitni obsojeni morilec pobegnil iz države ali morda ogrožal še koga drugega. Vendar se zdi, da je varščina v višini $450,000 skupaj z GPS sledilnikom nekakšen kompromis. Obtožbe v tem primeru so stare približno 14 let. Torej v tem časovnem obdobju se zdi, da je obtoženka v tem primeru nadaljevala z uspešnim življenjem. Potovala je, pridobila je licenco za nepremičnine in nadaljevala z, kot kaže, zdravim in uspešnim življenjem. Vemo tudi, da nima kazenske preteklosti. Sodišče bo tako tehtalo več dejavnikov, vključno z nevarnostjo pobega in nevarnostjo za skupnost, ali ima kazensko preteklost ali ne, za kar verjamemo, da je nima. Prav tako lahko pogledajo moč primera tožilstva in ne vem, če je v tem konkretnem primeru, ki je star 14 let. Če je njihov primer tako močan, kot bi lahko bil, v nasprotju z nekom, ki naj bi morda nekoga ubil pred letom dni in imajo sveže, nove
hitro zbrane dokaze v primeru. In mislim, da je sodnik tukaj v bistvu sprejel kompromisno odločitev, saj je dovolil, da ostane na prostosti ob varščini z elektronskim nadzorom. Ker veste, bila je ta novinarska konferenca, ki so objavili njeno aretacijo in tam je bil FBI ter lokalne oblasti. In potem imate tega detektiva, ki je postal čustven, ko je govoril o trenutku, ko so družini Jarosima Chavez povedali, da so opravili to aretacijo. In je tako, slišiš to. In vem, da je tole ena plat zgodbe. Kot da je bilo skoraj, vem, da so to obtožbe, ampak je bil občutek zaključka, kot da smo uspeli. In ne bi si mislil, da bomo teden dni kasneje videli, kako odhaja iz zapora. Ko kar za stare nerešene primere, in videli smo, da je bilo veliko takih primerov rešenih, je ta genetska genealogija bila zelo uspešna pri pomoči, pri razreševanju primerov, ki so se v določenem obdobju zdeli nerešljivi. Ampak kako to vpliva, naprimer, če vemo, da govorimo o dokazih, ki so bili zbrani in pogovorih, ki so jih takrat opravili, govorimo o nečem, kar se je zgodilo pred 14 leti? To lahko zagotovo vpliva, naprimer, in to celo pozitivno. Mislim, da je del razloga, zakaj dolgo ni bil nihče areteran, prav pomanjkanje DNK dokazov. Ali vsaj zmožnost testiranja teh genetskih DNK dokazov. To je na koncu pokazalo, da je bila ona domnevna osumljenka v primeru. In mislim, da se pogosto zgodi, da se z razvojem znanosti in pravnega sistema uvede več mehanizmov. Da se zagotovi, veste, DNK testiranje in drugi znanstveno utemeljeni dokazi se ustrezno in pravilno predstavljajo ter obdelujejo. In kot sem rekla, ko se svet, veste, spreminja z umetno inteligenco in vsemi drugimi zmogljivostmi, je večji pritisk, da bi lahko reševali tovrstne zločine. Ker mislim tudi, če ste njen zagovornik, veste, ti dokazi so bili zbrani že leta 2012. In stvari so se od takrat zagotovo spremenile, prepričan sem, v načinu, kako policijske enote zbirajo dokaze na kraju zločina. Kot veste, da vas postavim v vlogo zagovornika, ki ste. Mislim, kako lahko napadete kot časovni okvir in morda. In policija se zdi precej prepričana v način, kako so bili dokazi zbrani, ampak kako to deluje za obrambo, da lahko reče, mislim, to se je zgodilo že tako dolgo nazaj. Seveda, ena stvar, na katero se bo zagovornik res osredotočil, je verige skrbništva in tudi pomanjkanje možnosti za ohranitev teh DNK dokazov. Torej, moramo vedeti, kdo je zbral ta vzorec DNK, kdaj je bil zbran, skozi koliko rok je šel, preden je bil shranjen, preden je bil testiran. In ali je prišlo do kakršnekoli motnje v celovitosti teh DNK dokazov, torej kdo je imel dostop do njih, kako so bili shranjeni, ali so bili v varnih in ustreznih pogojih. Če je bil na primer v hladilniku, ali je bila temperatura ustrezna in vse te stvari, ki bi lahko vplivale na to, ali bi se DNK dokazi lahko kakorkoli spremenili. In zagovornik bo rekla, poslušaj, ta primer je star 14 let, verjetno teh dokazov niste pravilno pridobili. Imate jih že tako dolgo. Ali je bilo shranjeno ustrezno in pravilno, da bi zagotovili celovitost teh DNK dokazov? In kar ljudje pogosto ne vedo, je, da je 14 let zelo dolgo obdobje. Torej, posamezniki, ki so bili odgovorni za pridobitev teh dokazov, možno biti poklicani kot priče, da pričajo na sojenju, na žalost pa se včasih zgodi, da ljudje umrejo. Če je to res za kogarkoli, ki je bil v verigi skrbništva in je pridobival te DNK dokaze, bo to zagotovo vplivalo na moč primera tožilstva in na to, koliko lahko dokažejo. Ker če imamo priče, ki ne morejo pričati, ali so odsotne, ali pa te priče takrat niso ničesar zabeležile in jih danes ni več tukaj, da bi pričale pred nami, bo to zagotovo ovira za tožilstvo. Veste, kot sem jaz, sem očitno zunaj te preiskave. Vsi smo in to spremljamo. In v mnogih teh primerih je tako, da imate DNK in si mislite, ujeli so jih. Kaj ne, to je to. Videli smo, veste, druge nerešene primere, ki so jih razrešili, kjer je morda DNK prisoten. Spomnim se enega primera, kjer je bil DNK pod prstnimi odtisi žrtve in je pokazal, da se je borila. In v drugem primeru, DNK je bil morda na morilskem orožju. V tem primeru povezava DNK dokazuje, da. Veste, ta kaplja krvi morda pripada Miri Velasquez. In policija to pravi. In prepričan sem, da bo to predmet razprave. Da je bila kaplja krvi še vedno dovolj sveža, da jo lahko umestimo v časovni okvir, ko je ta skrivnostna oseba vstopila v njeno stanovanje tisto noč, ko je bila umorjena. Ampak je tako, kaj ti pade v oči pri tem, gre za kapljo krvi na televizijskem stojalu. To ni kaplja krvi, kot bi jo našli na morilskem orožju ali kje podobnem.
Zdi se, da je to priložnost za obrambo, glede na to, kar vemo. In prepričan sem, da obstaja še veliko drugih dokazov, ki jih ne poznamo. Če sta bili ti ženski prijateljci, kot je bilo prikazano, obstaja velika verjetnost, da bi bil DNK obtoženke tako ali tako v njenem stanovanju. Če jo je kdaj obiskala, če je kdaj preživela čas pri njej doma, potem obstaja velika verjetnost, da bi bil DNK obtoženke tam, v vsakem primeru. Zdaj pa dejstvo, oziroma kar verjamemo, da bo dejstvo, je, da DNK sled pripada obtoženki. In bila je na televizijskem stojalu. To zagotovo ustvarja vtis, oziroma posredno ustvarja vtis, da bi lahko ona zagrešila ta zločin. Je to še vedno popolnoma jasno, ne? Še vedno nimamo morilskega orožja. Ne vemo, če sploh kaj bi lahko bil motiv, ne da bi tožilstvo morali dokazovati motiv, ampak vseeno mora imeti smisel. Veste, obtožba tukaj je, da je šlo za umor, mislim, da je bila vpletena tudi kraja televizorja. Take stvari. In da si zaboden 100-krat, je zagotovo zločin iz strasti. Kaj se je zgodilo pred tem dogodkom, kar bi pokazalo, da je imel obtoženka dejansko razlog ali motiv za ta zločin? Kar mi tudi izstopa, je, da se zdi, da obstajajo dokazi o nadzornem sistemu na domu žrtve, ki prikazujejo osebo, ki vstopi približno 10 minut, preden se nadzor prekine. Odvetnica obrambe v tem primeru nakazuje, da se zdi, da gre za moškega. Torej, ali je še kdo drug, ki bi lahko bil osumljenec? Vemo, da tožilstvo v tem primeru pravi, da ne, da ni nikogar drugega, vendar je to še vedno nekaj, kar je treba do določene mere raziskati. Saj, ko vidite primere, kjer je nekdo zaboden 100-krat, je to zagotovo zločin iz strasti. Vemo, da so primeri družinskega nasilja, če je to moški ali bi lahko bil moški. Zagotovo pri primerih družinskega nasilja obstajajo scenariji, kjer gre za moškega, morda njenega bivšega partnerja, ali pa je med njima prihajalo do družinskega nasilja. Če je bil dejansko prisoten moški, kar še vedno ni potrjeno in je predmet razprave, je verjetnost, da gre za primer družinskega nasilja večja, kot pa možnost, da je šlo za umor, ki ga je zagrešil prijatelj. Kako bi to lahko dokazali? Ker imamo ta posnetek Mayre Velasquez, ki preprosto hodi. Veš, prvič smo jo videli v živo, ne samo na slikah z družbenih omrežij. Vidiš jo in tam so bile tudi lokalne novice, ko je bila po plačilu varščine izpuščena iz zapora. Vendar je bil prikaz drugačen kot na primer ta oseba, za katero policija verjame, da je Mayra Velasquez leta 2012, ko se je vzpenjala po stopnicah tega stanovanjskega kompleksa. Naprimer, kako bi vi, če ste tožilstvo, dokazali, in mislim, da to velja za obe strani, se bi bila to tudi obramba, naprimer, ali jo lahko prepoznate. Mislim, če ste obrambni odvetnik, gre to na sojenje. Naprimer, ali jo daste, da hodi po sodni dvorani? Mislim, ljudje jo lahko očitno vidijo, ker jo pogledate in je nekdo v tremirki. Gleda navzdol. Težko je ugotoviti, kdo je to v tistem trenutku. Ali bi lahko dokazali, da je ali ni Mayra Velasquez? In postavljate pravo vprašanje, ker pri tem primeru, ta primer bo odvisen od identitete. Že vemo, da ni sporno, da je bila ta ženska umorjena, ni sporno, na kakšen način je bila umorjena, ampak gre za identiteto osebe, ki je storila dejanje. Torej, da bi dokazali ali ovrgli, da je bil obtoženec v tem primeru, če jaz kot odvetnica obrambe verjamem, da je bil to moški, ko strdi njena odvetnica, imaš popolnoma prav, prosila jo bom, naj vstane, prosila jo bom, naj se sprehodi naokrog, temu pravimo demonstrativni dokaz, naj se sprehodi po sodni dvorani, da jo lahko porota fizično vidi, kako izgleda, ali pa pridobim fotografije, kako je morda izgledala v tistem času. Veš, ali je bila njena višina skladna s tisto osebo, ki so jo ujeli na nadzorni kameri? Veš, ali je bila njena teža na tisti datum in v tistem času skladna s tem, kar je vidno na posnetku? Ali pa je bilo to bolj skladno s tem, kar bo trdila obramba, torej z moškim? In če gledamo z vidika obrambe, jo boste želeli postaviti tja, jo dati, da hodi pred poroto, da bi pokazali, da to ni skladno z identiteto osebe na nadzorni kameri. Če sem tožilka in pravim, ne, to je ženska, to je ta oseba in ni moški, potem bom poudarila, in veste, ne morete prisiliti obtoženke, da pričuje. Ampak bom poskušala po najboljših močeh pokazati na obrambno mizo, na obtoženko. Tukaj, ko govorimo o identiteti osebe v tem videu, je postava obtoženke v tistem času, oziroma njena fizična postava, skladna s tisto, ki je bila v tem videu. Da morda je imela v tem trenutku na sebi kapuco, da morda je imela dodatna oblačila, vendar je njena postava skladna z osebo, ki je v tem videu, na tem videoposnetku nadzorne kamere. In tudi, kdo bi vedel, kdo bi obiskal tisto stanovanje in kdo bi imel razlog vedeti, da je tam nadzorna kamera, ter jo odrezati in kako to storiti. To je tudi zelo dobra točka. Ja, ker mislim, da sam niti ne bi vedel, kako to narediti. In kdo ve, leta 2012, mislim, dostop do takšnih stvari
Veš, tudi to ni jasno. Mislim, gre nazaj v leto 2012. In zdi se ti, da bi morda video že prišel v javnost, glede na to, da je primer tako dolgo ostal nerešen. Zanimiva izjava odvetnika Mayuri Velasquez, Franka Sellersa. In CBS pravi, da je rekel nekaj v smislu, oziroma njegov citat je: "Zdi se, kot da je v zadnjih 3 ali 4 tednih potekalo usklajeno prizadevanje, da bi objavili veliko novic o rešenih starih primerih." V tem primeru, to je eden tistih, ki so jih ujeli v tej mreži. Mislim, da je morala obstajati neka vladna subvencija, ki je bila namenjena združevanju teh primerov in poskusu reševanja teh starih primerov, kar, veš, so že dolg, veš, in najdeš lahko novice, ki segajo v leto 2012, 2016, 2020, 2024. Že dolgo časa so poskušali rešiti ta primer. Naključje je, da je veliko teh starih primerov rešenih približno v istem času. Mislim, da poskuša samo izpodbijati to, kar je bilo. Veš, nekako postaja običajno, da se te stari primeri na koncu razrešijo. In nekaj je, kar, veš, policijske uprave rade počnejo. Ko gre za DNK, vse to vodi do vprašanja, ko gre za DNK. Mislim, kako težko je kot obrambni odvetnik izpodbijati ugotovitve, pa naj gre za genetsko genealogijo ali katerokoli povezavo z DNK. Lahko je zelo težko izpodbijati ugotovitve. In zato bo obrambni odvetnik na koncu poskušal izpodbijati način, kako so bili dokazi DNK shranjeni. Prav tako izpodbijati način, kako je bilo testiranje izvedeno in trditi, da ni zanesljivo. Torej, če predpostavimo, da bo ta primer šel na sojenje, pričakujem, da bo njen obrambni odvetnik na neki točki rekel, da testiranje ni zanesljivo. Celovitost vzorca DNK je bila okrnjena in ni bila shranjena na ustrezen način. Izpodbijanje usposobljenosti oseb, ki izvajajo testiranje. Ali so dejansko usposobljeni za izvajanje takšne vrste testiranja? A imajo še kakšne druge primere, kjer bi morda napačno identificirali DNK ali naredili kakšne napake z vzorci DNK, ki so jih imeli prej? Vse te stvari bojo prišle v poštev in vse te stvari bo obrambni odvetnik želel izpodbijati, poleg tega pa bo v tem primeru izpodbijal tudi posnetek nadzorne kamere. Pričakujem, da bo obrambna odvetnica tukaj prav tako trdila, da obtoženka ni imela motiva za to dejanje. Zakaj bi si želela ukrasti televizor? Morda je takrat, veste, imela svoj televizor ali kakršenkoli že bo argument. In bistvo je, da na koncu dneva, ko tožilstvo vodi takšne primere, mora dokazati vsak posamezen element vsakega kaznivega dejanja brez razumnega dvoma. V tem primeru vemo, da gre za primer umora, za katerega je zagrožena smrtna kazen. Ne samo to, ampak bodo morali tudi dokazati identiteto osebe, ki je storila to dejanje. In obramba bo napadla, da DNK ni dovolj, da sta bila prijatelji. Da je bila tam že prej, da je bil njen DNK že tam, ker sta tam skupaj preživela čas. In da ta krvni madež ni dovolj, da bi obtoženo obsodili za umor. In bomo videli, kaj se bo zgodilo, ker se zdi, da organi pregona še vedno veliko skrivajo. Vemo za kri, vemo, da obstajajo neki podatki z telefona, veste, stvari za ozadje. Ampak ja, človek bi pomislil, veste, da je nekaj, česar še niso razkrili. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Zelo zanimiv primer, zelo zanimiv primer. In to je primer, kjer ta družina že 14 let čaka na odgovore. In bo videli, ali je to odgovor na vprašanje, kdo jim je vzel ljubljeno osebo. Safa Robinson Ferreira, odvetnica za kazensko obrambo, nekdanja tožilka. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, Kris, da ste me povabili. To bo vse za današnjo oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju, prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.